Drage gledalke, dragi gledalci, v okviru akcije Nazaj v Slovenijo, v okviru tega projekta pri Svetovnem slovenskem kongresu, danes gostimo doktorico Vanjo Samec. Lepo pozdravljeni, dobrodošli. Pozdravljeni. Gospa Samec je strokovnjakinja v svetu mostogradnje, mednarodna strokovnjakinja. Leta 1989 ste začeli z delom v Gradcu kot razvijalka programske opreme, projektna inženirka in tudi svetovalka in sodelovali pri številnih mednarodnih mostnih projektih, kot recimo Stonecutter Bridge v Hongkongu, pa viadukt Dovšang na Tajvanu in številnih drugih, tudi čez reko Jangtze na Norveškem in drugje. Potem delovali v ameriškem podjetju Bentley in bili odgovorni za tehnična svetovanja in tudi predstavitve kompleksne softverske rešitve za mostove po vsem svetu. Še vedno aktivno sodelujete na svetovnih konferencah, imate odlične izkušnje pri mednarodnih projektih, pri razvoju programske opreme in pri vodenju in trenutno tudi delujete v krovni organizaciji, ki bdi nad stanjem vzdrževanjem mostov. Gospa Samec, kdaj ste se na svoji poklicni poti prvič nekako spogledali s tujino in zakaj? Ja, moja prva pot v tujino je bila v bistvu pri 25 letih po končani diplomi tu na Ljubljanski univerzi za gradbeništvo, kjer sem v bistvu izpopolnjevala svoje znanje, ki sem ga dobila glede gradnje lupinastih konstrukcij. In to je bila kratka praksa v Švici, okolici Berna. Moram reči, da je bila ta prva praksa zame ena krasna popotnica za prihodnost, za katero tedaj niti sanjala nisem, da se bo odprla. Ampak v bistvu sem uživala v tem, da sem nadgrajevala svoje znanje in hkrati pa sem spoznala, ker sem bila že kar 800 km oddaljena od svojega rodnega kraja, da mi dejansko tujina na dolge razdalje nekako ne odgovarja. In takrat sem se v bistvu vse odločila, da tujina da, če že kdaj v prihodnosti, čeprav sem želela ostati v Sloveniji, na krajšo razdaljo. Potem, kot rečeno, ste odšli v Gradec leta 1989, to je bilo bližje Celju, ne, od koder prihajate. Točno. Vmes se je zgodil moj podiplomski študij, kjer sem spet na Ljubljanski univerzi za gradbeništvo, Inštitutu za konstrukcije in potresno inženirstvo in računalništvo v bistvu poglabljala znanja računalništva v gradbeništvu, kar je, moram reči, takrat bilo za evropska znanja precej napredno, revolucionarno in ta pot me je potem pripeljala tudi v Gradec, v privatno firmo TDV, Technische Datenverarbeitung, kjer so me z odprtimi rokami sprejeli. Namreč tu v Sloveniji za to moje znanje nekako ni bilo pravega posluha in zaradi, bom rekla, poklicnih možnosti, ne zaradi denarja, sem se jaz takrat odločila, ampak tudi leto, dve sem rekla takrat, ne. Niti slučajno nisem imela v glavi, da bom ostala potem pa kar več kot 30 let. In sem se zaposlila v tej firmi, kar mi seveda danes ni nikakor žal. Kako je na to vašo odločitev gledala in jo tudi podpirala okolica, vaši domači, vaši vrstniki, vaši sodelavci, kjer ste tudi že delovali nekaj časa? Zdaj moja družina me je vedno, res vedno zelo podpirala. Odlično povezanost v družini, mislim, da to je osnova za dober razvoj. Seveda smo delovali kot eno, kot družina, si pri tem pomagali. Sama okolica s kolegi nisem imela zdaj ne vem nekih stikov, kar bi me potem vodilo k svoji odločitvi. Vedno sem se odločala nekje sama. In težko je pa bilo sigurno v tistih
prvih tednih, mesecih se navaditi na ločenost od svoje družine. Takrat sem imela tudi majhno hčerko, ki je danes že arhitektka in je tudi potem študirala v Gradcu arhitekturo po poteh svojega dedka, mojega očeta. Ampak, a veste, Gradec, Celje, to dejansko ni prava oddaljenost in se je vzdrževala ta tedenska pot brez avtoceste takrat še. Želja po tem, da nadgradim svoje znanje in da sem našla neko firmo, kjer v končni fazi delam to, za kar sem dokončala svoj postdiplomski študij, to je bilo tisto moje glavno vodilo in tu smo celotna družina pač napeli svoje moči, potem je pa to steklo. To ni bil zdaj nek tak težek problem, ker moram reči, da takrat, ko sem bila prosta, v svojem prostem času, to so bili konci tednov, sem bila pa res intenzivno za svojo družino, brez tega, da bi vlekla neko službeno dejavnost domov. Še vedno ste vpeti v te različne svetovne mednarodne projekte v svetu mostogradnje. Razmišljate o vračanju oziroma ali se boste morda ob koncu svoje poklicne poti pa nekako ustalili v Sloveniji, v Celju, v domovini? Po vsej verjetnosti, glede na to, da Gradec dejansko ni nobena taka razdalja, danes sploh ne, v primerjavi z tem, če živiš v Avstraliji ali pa v Ameriki, sem že danes zelo vpeta v Slovenijo, v bistvu po smrti svojih staršev, smo tu s hčerko precej začenjale poganjati na novo korenine v Celju, kjer imamo čudovit dom. Obenem razvijamo tudi vinarstvo, to je tudi nekje ena rodbinska dediščina, v katero je stopila moja hčerka po svojem dedku in ta po dedku. Tako da v bistvu Josip Mursa nam je nekje prinesel še vinarstvo znamke Mursa, kjer je danes tudi nekaj dela, ampak tudi zadovoljstva, veselja. Seveda jaz osebno razmišljam o tem, čeprav mislim, da bom še vedno vpeta v te mednarodne organizacije in delo po svetu intenzivno, kar sem še zdaj, ker, a veste, človek, ki je nekoč imel tako trdne povezave z tujino, in tu govorim glede na mostove, projekte po vsem svetu, te težko nekako organizacije kar tako spustijo iz rok in to se vleče, ne vem, mislim, da dokler je glava prisebna, še lahko mnogo sodeluješ. In nenazadnje danes to veliko lažje, s pomočjo tehnologije, kot ko ste prvič šli v Švico, ko ni bilo ne računalnika, ne mobilnega telefona, ne interneta in tako naprej. Absolutno. Danes se je pa sploh v tem času toliko vse spremenilo, da tudi v bistvu tisti, ki so v rednih službah stalno, pa ki imamo možnosti računalniške povezave in dela od doma, ni več nujno potrebno, da si dnevno nekje oddaljen, se da tudi z temi internetnimi povezavami sestanke oziroma razdeliti delo tudi po tehnološki poti računalniku. Kako pri vašem delu zdaj ali pa ste morda v minulih letih sodelovali s Slovenijo, morda delili svoje znanje, to svoje strokovno izpopolnjeno znanje za Slovenijo? V bistvu se je začelo že zelo zgodaj, ampak ne zdaj kot direktno sodelovanje, bom rekla prej tako, da so firme, ki so se ukvarjale za mostogradnjo, ugotovile, da sem v Gradcu in so nekje lažje in rajše pristopale do naše firme, kjer sem predstavljala nek most, v prvi vrsti zaradi slovenskega jezika,
med našo firmo in med temi. Ne. In tako je kar nekaj odmevnih firm v Sloveniji, ki so poznane kot firme projektantske oziroma gradbeniške, prevzelo naš softver in to sodelovanje je bilo na tej bazi že zelo zgodaj. Potem pa seveda, bom rekla, tudi Svetovni slovenski kongres je bil zainteresiran za moje delo in me je že daljnega leta 2004 povabil na svoj kongres gospodarstvenikov in znanstvenikov, kar sem si takrat štela v veliko čast in to vzdržujemo do danes. Ne. V bistvu je to edina organizacija v Sloveniji, s katero imam res tesne stike že dolgih, te moram že kar zračunati, 18 let. Ja, kar grejo leta. Kaj bi Slovenija po vašem lahko naredila, da bi se več takih strokovnjakov vrnilo ali jo obogatilo s svojim znanjem in izkušnjami? Ja, veste, Slovenija je vsake toliko časa pošiljala neke vprašalnike za ljudi, ki smo bili po svetu, da smo ažurirali svoje podatke, telefonske številke in naslove. To je funkcioniralo, ampak kaj več kot to se ni zgodilo, na žalost. Mislim, da že če bi neke, bom rekla, letna vabila sodelovanja pri kakšnih projektih ali pri kakršnikoli raziskovalni nalogi in tako dalje skozi leta obstajalo, glede na to, da so podatki bili dani, da smo tudi nekaj dosegli, gre za osebe, ki smo vendarle v svetu nekaj dosegle, potem bi bila ta povezanost in vrnitev, če je to sploh v interesu, ne vem, bila lažja. Če tega ni, potem logično kar naenkrat te povezave vzpostavljati je težko. Ljudje bi morali imeti tudi temu primerno pogoje. Pogoji so potem seveda že pri samih pokojninah, kakšni pogoji so tu, kakšne pogoje imaš tam v svoji državi, kjer si pač oddelal svoja leta. Kup stvari, na osnovi katerih bi se potem ljudje res lahko in želeli odločiti. Ne. To je, mislim, tu je Slovenija, pa bom rekla, katerakoli vlada, ker tega nisem doživela pri nobeni vladi in moram tudi podati kritiko, tu bom podala kritiko na vseh kongresih, ki smo jih imeli, Svetovni slovenski kongresi, so bili vabljeni tedanji člani, ali so bili to predsedniki vlad, ali so bili ministri, karkoli pač so že bili, se menjajo, lejte, vsake 4 leta volite druge, jaz ne volim tu. Lahko povem, da vsi ti ljudje so sicer svoje povedali, ampak na žalost si niso vzeli časa, da bi se pogovorili s temi ljudmi, ki so zaradi Slovenije pripotovali ali se pripeljali iz tujine, da bi delili svoje izkušnje. Tega enostavno nikoli ni bilo, kar kaže na nezainteresiranost. In mislim, da je to še vedno tako. Jaz sem vedno človek odprtega srca, odprte besede, ker mislim, da samo to pripelje do rezultatov. Zato to tudi povem, da se bi morda za prihodnost, ne zame, za prihodnost kaj spremeni. Torej več interesa, več resničnega spoštovanja, ne? Točno. Tako. Doktorica Vanja Samec, najlepša hvala za današnji pogovor. Veliko uspeha še naprej pri vašem delu. Najlepša hvala za vabilo in za razgovor. Tudi vam, drage gledalke, dragi gledalci, hvala, da ste bili z nami in spremljali današnji pogovor v okviru projekta Nazaj v Slovenijo in vabljeni k ogledu tudi naslednjič.